Hvala in lep dan vsem skupaj. Zdaj smo spet prišli iz daljne preteklosti in bolj ali manj oddaljene prihodnosti in inovacij. Smo prišli nazaj na gospodarjenje z vozišči oziroma s cestnim premoženjem. Za tiste, ki se že ozirate proti izhodu, naj povem, da je tema predavanja so kazalniki, ključni kazalniki pa kazalniki obnašanja. Po angleško jih imenujemo indicators, performance indicators pa key performance indicators. S tem se spet vračamo na prvi dve predavanji, kjer so bili kazalniki lebežno omenjeni. No, v zadnjih letih je bilo precej storjenega v raziskovalnem smislu in ti kazalniki so bili precej podrobno opredeljeni. Zakaj jih uporabljamo? Seveda osnovni namen je, da opredelimo neko stanje vozišč, voziščnih konstrukcij, da opredelimo obnašanje konstrukcij, da določimo nek trenutek, pravi trenutek, ko je potrebno izvesti nek vzdrževalni ukrep, da presojamo določene strategije vzdrževanja v smislu gospodarjenja in še nekateri drugi. Kar se tiče mednarodnega prostora, veliko raziskovalnih skupin se je ukvarjalo že s to temo. Iskali so kazalnike za obnašanje vozišč, ki bi bili uporabljeni na celotnem evropskem prostoru. Z njimi v zadnjem času opredeljujemo predvsem pričakovanja različnih deležnikov, tako kot recimo ta skupinca na levi strani. To sicer zgleda bolj neka ortoskupina, ampak vseeno so oni se vozijo po cesti, imajo vpliv na cesti, cesta ima lahko vpliv na njih. In zato moramo upoštevati tudi njihove želje in pričakovanja. V osnovi so vsi kazalniki definirani z nekimi merljivimi parametri. Na podlagi parametra izpeljemo nek kazalnik, če jih je teh dosti, izberemo nek ključni kazalnik ali pa sestavimo ta ključni kazalnik iz osnovnih kazalnikov in to uporabljamo dalje v gospodarjenju. No, zdaj, v nadaljevanju predavanja vam bom povedal nekaj več o treh projektih, COS 354 in o dveh CEDR-ovih projektih Evita in Izabela, ki so se ukvarjali z različnimi vrstami kazalnikov. Zdaj, seveda, ti časovno so umeščeni tako en za drugim, raziskovalna tema posameznih projektov so pa odražale neke teme ali pa neke vidike, ki so zoreli v družbi in so jih hkrati usvojili tudi upravljalci cestnih omrežij. No in seveda to se je integriralo pol tudi poznalo na raziskovalnem področju. Začeli smo s COS akcijo 354 že v letu 2004. Tam je bilo pripravljeno ogrodje za delo s temi kazalniki in tudi že to ogrodje napolnjeno z nekimi konkretnimi kazalniki, bolj tehnične narave. No, v letu 2010, kot posledica tega ozaveščanja vplivov na okolje strani prometa in cestne infrastrukture, smo pričeli s projektom Evita, nazadnje pa še so bili, poleg teh okoljskih vidikov, so bili še drugi družbeno-ekonomski vidiki upoštevani oziroma obdelani v projektu Izabela. Zadnja dva projekta sta bila financirana strani nekega, lahko mogoče rečemo tako, finančnega mehanizma CEDR. Kaj je COS? COS je v bistvu sodelovanje različnih ljudi iz različnih poklicev na določeno temo, v tem evropskem prostoru. Kar se tiče COS 354 akcije, je bila tema, so bili kazalniki obnašanja za vozišča. Zdaj govorimo še vedno samo, v tistem času še vedno samo o voziščih. No, takrat je bil narejen obsežen pregled različnih kazalnikov, ki so bili v uporabi v Evropi in tudi v ZDA, ker je eden izmed partnerjev iz ZDA, in pripravljena ena zelo velika baza podatkov teh kazalnikov z veliko detalje. No, zdaj tudi tukaj naprej seveda ne bom jaz šel v neke hude detajle, stvari so popisane precej v že objavljenih poročilih ali pa v poročilih, ki šele bodo objavljene. No, tako je bilo v tem projektu najdenih 209 osnovnih kazalnikov, 46 združenih kazalnikov iz držav, ki so bili v uporabi v državah označeni z modro, na teh dveh slikcah. Kaj so zdaj ti osnovni pa združeni kazalniki? Gre za princip dela najprej iz nekega tehničnega parametra s pomočjo transformacijske funkcije določimo oziroma oblikujemo osnovni kazalnik stanja,
osnovne kazalnike združujemo s pomočjo neke funkcije ali pa nekega načina združevanja v združene kazalnike, te pa dalje še v nek globalni, totalni kazalnik. Če se spomnite prej, mislim, da je v eni ali dveh prezentacijah je bila tudi ta schema preko nekih združenih kazalnikov, na koncu je bil izražen ta totalni oziroma globalni kazalnik. Vmes obstajajo tudi tako imenovani predzdruženi kazalniki. Zakaj gre? Če gremo recimo mogoče na naš, malo kombiniramo s slovenskim primerom, seveda imamo iz osnovnega parametra imamo nek osnovni kazalnik, potem imamo pa primer v Sloveniji enega indeksa MSI, kjer so združene različne vrste poškodovanosti vozne površine v en kazalnik, ki se uporablja na mrežnem nivoju. No, zdaj v tej cost akciji konkretno smo združevali različne kazalnike v združene po imenih varnost, udobnost, nosilnost, pa vpliv na okolje. Vse skupaj je bil, iz vseh teh je bil pa pripravljen en globalni kazalnik. No, potem pa šel čas, ko so se ljudje malo zavedli, da tukaj obstaja pa tudi neki precej veliki vplivi na okolje in je prišel čas projekta Evita. Še vedno govorimo v tem primeru o cestnem premoženju, o cestah. Naloga tega projekta je bila priprava kazalnikov, s katerimi lahko spremljamo vpliv prometa in vzdrževanja vozišč na okolje in pokazati, kako lahko te kazalnike tudi uporabimo v samem procesu upravljanja. No, tukaj zdaj že govorimo o upoštevanju pričakovanj deležnikov. V bistvu zbran je bil nabor nekih deležnikov, tisti, ki vplivajo na ceste ali pa cesta vpliva na njih. Zbrana so bila njihova pričakovanja, no in pripravljeni kazalniki, ki na nek način odgovarjajo ali pa opredeljujejo ta pričakovanja. Seveda spet smo išli iz tehničnih parametrov in tako dalje do nekih kazalnikov, ki imajo vrednosti od 0 do 5 v odvisnosti od stanja. Katera področja so bila pokrita? Uporaba naravnih virov, onesnaževanje voda, onesnaževanje zraka, vključno z emisijami CO2 zaradi prometa, pa vpliv nekega hrupa. Na kratko o nekaj teh kazalnikih, recimo kar se tiče hrupa, smo pripravili dva kazalnika, ki se tičeta emisije hrupa na podlagi pravih meritev in nekih mejnih vrednosti, pa kazalnik za izpostavljenost hrupu, pa vpliv hrupa, vse v skladu z Evropsko direktivo o okolju oziroma okoljsko direktivo o hrupu. No, tudi pripravljenih je bilo nekaj primerov za prikaz uporabe. Recimo na avtocesti pri Strasburgu imamo dve karti hrupa, leva prikazuje nivo hrupa dnevno, večerno, nočnega, na desni strani pa nočnega hrupa. In na podlagi teh takih kart se oblikuje kazalnike oziroma določi vrednosti teh kazalnikov. Potem še preko posebnih ustreznih formul, še vznemirenost zaradi hrupa, seveda tistega, ki gre preko mejnih vrednosti, pa recimo moten spanec, število ljudi, katerim je kraten spanec zaradi tega prekomernega hrupa. Kar se tiče zraka, je bilo pripravljenih nekaj kazalnikov emisij, različnih emisij, ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, trdnih delcev in izpostavljenosti dušikovim dioksidom pa trdnim delcem. Upoštevane so bili pri tem različni modeli emisij in disperzije po prostoru, že taki obstoječi in prosto dostopni modeli. In seveda izračunana je bila populacija, število ljudi, ki so izpostavljeni nekim vrednostim nad določenim mejnim vrednostim. In spet primer uporabe, avtoceste v Londonu, levo imamo ena karta, ki prikazuje letno disperzijo ogljikovega dioksida, desna pa dušikovega dioksida, desna pa trdnim delcem. In izračunani kazalniki za izpostavljenost tem emisijam. No, pokrite so bile tudi druga področja, se pravi, recimo onesnaževanje voda. Tu je predvsem šlo za funkcionalno stopnjo neke odvodnje oziroma drenažnega sistema, pa za porabo soli v času zimske službe, za učinkovito rabo virov, to je v smislu kolikšen delež materialov ponovno uporabimo napram celotnemu
celotnemu materialu, ki je bil uporabljen pri nekem vzdrževalnem ukrepu na cestnem odseku. In podobno tudi za nižanje emisij ogljikovega dioksida. No, potem so stvari postale še bolj kompleksne in sicer manj odvisne od sreče, kot je tukaj pod tem prometnim znakom, ker so bili družbeno-ekonomski vidiki v bistvu obravnavani v projektu Izabela. Tukaj pa zdaj že govorimo o asetih, se pravi o različnih vrstah premoženja. Nismo več osredotočeni samo na ceste, več pa tudi naprimer na ceste. V bistvu kazalniki so uporabni za več vrst tega premoženja v gospodarjenju. Namen projekta je bila upeljava družbeno-ekonomskih učinkov in koristi vlaganj v infrastrukturo in priprava na tej podlagi priprava tudi nekih ključnih družbeno-ekonomskih kazalnikov, social key performance indicators. In seveda kot ena izmed nadaljnjih stop projekta je bilo tudi izvedeno modeliranje družbeno-ekonomskih koristi. 4 glavne področja obravnave so bile razpoložljivost infrastrukture in dostopnost infrastrukture, varnost na cesti, vpliv na okolje in drugi družbeno-ekonomski vidiki. Tako smo se šli, spet je bil pripravljen nabor različnih deležnikov, njihovih pričakovanj, na drugi strani imamo 4 tiste vidike, prejšnje vidike in Izabela pa vse skupaj povezala. Identificiranih je bilo precej teh pričakovanj, konkretne številke po deležnikih imate gor na sliki. Opravljen je bil pregled literature in veliko intervjujev z strokovnjaki iz različnih držav, ki jih vidite na desni strani tudi na zemljevidu, zbranih pa je bilo preko 100 različnih kazalnikov. Če grem samo po teh 4 glavnih področjih, pripravljeni so bili kazalniki in tudi upoštevani vidiki v nadaljnjem modeliranju. Če gremo recimo na področje razpoložljivosti infrastrukture, glede dostopnosti infrastrukture, preobremenjenosti časa, ki ga izgubimo v zastojih, časa potovanja, pa tudi na primer zadovoljstvo uporabnikov. Kar se tiče področja varnosti na cesti, je šlo za število nesreč, stanje infrastrukture, upoštevano je bilo pa tudi dojemanje varnosti strani uporabnikov in neko javno mnenje. Z področja okolja smo prevzeli kazalnike iz projekta Evita, iz družbeno-ekonomskih vidikov pa recimo knjigovodske vrednosti infrastrukture, različni stroški, stroškovna učinkovitost, pa še neki širši učinki. No, za potrebe modeliranja je bilo uvedeno ali pa so bile uporabljene te 3 definicije. Družbeni učinki so tiste pozitivne ali negativne posledice neke izbrane strategije upravljanja infrastrukture, ki so povezane z prejšnjimi 4 glavnimi vidiki, družbeno-ekonomskimi vidiki. Zaostala vzdrževalna dela pomenijo neke ekonomske posledice neizpolnitve pričakovanj deležnikov. Družbena tveganja pa se ocenjuje kot zmnožek verjetnosti, da izbrana strategija vzdrževanja ne izpolnjuje pričakovanj in iz njih izhajajočih družbenih posledic. Zdaj, toliko o teh projektih, ne bom šel več v detalje, kot sem rekel, tisti, ki vas zanima, boste dobili projekte, poročila, ki so objavljene na spletnih straneh, ali pa šele bojo. Najbrž vam ni ušlo, da so to vse bili mednarodni projekti. Včeraj je bilo pri tej okrogli mizi je bilo izraženega precej pozitivnega vzdušja okoli spremembe večjega financiranja dejavnosti, tukaj gradbene dejavnosti in tako dalje. Kar se tiče raziskovanja, vsaj na tem mojem področju, jaz lahko rečem, da smo še vedno v neki dosti globoki temi, vsaj na nacionalnem nivoju. Zdaj, a prihajajo dobri časi tudi za nas, ne vem, ampak vsekakor vem pa, da bi bilo zelo dobro, da bi imeli projekte, ki so financirani pri nas, da pokažemo tudi mi sami, da imamo neko znanje in da ga lahko v bistvu pokažemo tudi drugim ljudem. Jaz v bistvu zelo sem zadovoljen in srečen, ker sem lahko pri vseh teh projektih sodeloval. Ampak zelo fajn bi bilo, da lahko tudi kaj takega počnemo znotraj države. Izjava sicer ni povsem korektna, ker so tudi, na primer, Direkcija za infrastrukturo pa DARS sta tudi že kdaj sodelovala in predložila nekaj denarja v ta finančni mehanizem CEDRA, ampak to zadnje čase pač se to ne dogaja. Hvala za pozornost.